Dober dan, to je N1 studio. Centralizacija Slovenije ali vihar v kozarcu vode? Načrti Ministrstva za javno upravo, ki pripravlja reorganizacijo delovanja 58 upravnih enot, so razburili župane in opozicijo. Razdor je nastal tudi v vladajoči koaliciji. Medtem ko ministrstvo vztraja, da ukinjanja upravnih enot ne bo in da zgolj želijo, da bi bile bolj učinkovite, pa so župani ostri. Gre za škodljiv predlog, vlada naj ga takoj umakne, pravijo. V studiu je z nami državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo Jure Trbič. Dober dan, dobrodošli. Dober dan. Prek video povezave pa prav lepo pozdravljam dva župana. Z nami sta županja mestne občine Ptuj iz vrst SD Nuška Gajšek in župan občine Kočevje Vladimir Prebilič. Dober dan. Dober dan. Dober dan. Naj ob tem povem, da v SDS-u, kjer so zahtevali in sklicali nujno sejo odbora za notranje zadeve zaradi te tematike, sogovornika za današnjo oddajo niso mogli zagotoviti in so sodelovanje odpovedali. Začneva pa midva, gospa Gajšek, kar na Facebooku ste objavili pismo podravskih županov. Vsi takšni reorganizaciji ostro nasprotujete. Zakaj takšen odziv? Kako točno ste izvedeli za te načrte in kaj vas najbolj skrbi pri tem? V bistvu mi smo te informacije dobili iz lokalnega okolja, konkretno od strankarskih kolegov, iz koalicije. Če se že o tem pogovarjamo, da se to pripravlja, zadeve naj bi bile celo tako resne, da se ljudje že zaposleni na upravnih enotah pogovarjajo, da se z 1. januarjem selijo v Mariboru. Seveda mi na to ne moremo pristati, ker statistične regije, takšne kot so danes, dejansko ne odražajo tistih nekih dejanskih stanj na terenu, ker če bi temu bilo tako, bi se razvojne razlike v naši državi manjšale, ne pa da se konstantno povečujejo. In ne znam si predstavljati, kako si ministrstvo zamišlja, da bo pač po liniji najmanjšega odpora, ko vzamemo 12 statističnih regij, združevalo in dajalo za izpostavo drugi največji enoti, četrto največjo enoto, ker Mestna občina Ptuj, upravna enota Ptuj je četrta največja upravna enota v Sloveniji, šesta po obravnavanih primerih. Bistveno boljšo statistiko, če želite, imamo od Maribora. Zdaj bi pa v bistvu v Maribor se naši ljudje vozili, tako občani in občanke, urejati dovoljenja gradbena, ki vemo, da so pogojno rečeno čisto terenske narave, in jaz si tega res ne predstavljam in mi bomo temu absolutno nasprotovali. Če že rabimo kakršnokoli reorganizacijo, potem to naj bo na podlagi nekih resnih analiz, ne po liniji najmanjšega odpora, da si nekdo zmisli neki okvir 12 statističnih regij in potem tišči vse v isto vrečo, tudi tisto, kar je združljivo in tisto, kar ni. Tako da mi pozivamo k dialogu tudi, da vključimo župane, ne zgolj strokovne sodelavce. Veliko se govori o strokovni skupini, pa jaz se opravičujem, ampak nikjer nisem zasledila sestave te strokovne skupine. Kdo so ti ljudje, ki to strokovno skupino predstavljajo in sestavljajo in kakšna je vseeno njihova naloga? Govori se o učinkovitosti, pa nikjer nimamo sploh opredeljenih kriterijev, po katerih bo ta učinkovitost merjena. Imamo pa danes na mizi, vam upravna enota Ptuj lahko predložimo veliko število rešenih primerov, ki bistveno odstopa v pozitivnem smislu od tistih, pod katere bi nas dali kot izpostavo. Tako da za nas je to absolutno nesprejemljivo. In kot rečeno, naše občanke in občani so državljani te republike in tudi oni imajo pravico, da imajo dostopno javno upravo in učinkovito javno upravo. In če vemo, da so danes v bistvu težave, potem iščemo izvor teh težav, ki je po mojem mnenju, pa to je čisto laično mnenje, tudi v tem, da je dolga leta veljal moratorij na nadomeščanje uslužbencev, ki so se ali upokojevali ali odhajali iz upravnih enot, se jih ni nadomeščalo. Tudi če se pogovarjamo v luči reorganizacije plačnega sistema, poglejte plače uradnikov na upravnih enotah in se vprašajte, zakaj tudi fluktuacija teh ljudi v druge sektorje. Tako da mi mislimo, da je to večplastna problematika, ki jo je treba nasloviti drugače in je ne moremo enostavno tlačiti v neke okvire statističnih regij, ampak je treba celovito pogledati neko sliko in seveda je to potrebno početi na terenu, ne v pisarnah. Gospod Prebilič, kaj pa vi? Ste bili v Kočevju kakorkoli seznanjeni s temi načrti? Vas je kdo vključil v tovrstne pogovore? Žal ne. Moram povedati, da sam izhajam iz preprostega dejstva, da kadarkoli, če se že pogovarjamo o reformiranju česarkoli, je transparentnost prvi in edini predpogoj. Namreč mi se moramo o teh stvareh zelo odkrito pogovarjati, preden te stvari pridejo v javnost, moramo vključevati vse deležnike in to, kar je moja kolegica povedala ravnokar,
žal neka praksa nastaja. Torej, da nastaja vedno neko stališče, da se najprej vrže neko stvar v razpravo, se vznemiri veliko ljudi, po mojem popolnoma po nepotrebnem, vsemu temu bi se dalo izogniti. In seveda stališče, ki ga zagovarjamo, je identično. Namreč v naši državi si ne želimo drugorazrednih državljank in državljanov, zlasti to velja za nas, v narekovajih, ki živimo na periferiji in Kočevsko je, recimo temu definicija takšnega območja. Vem, da seveda ministrica jasno zavrača naše argumente in govori o tem, da se dostopnost do storitve ne bo spremenila, ampak opozarjam na nekaj. Dostopnost do storitve ne pomeni to, da imate vi možnost vlogo vložiti v Kočevju, in potem se ta vloga seveda rešuje, ne vem, nekje drugje, bodi si v Ljubljani ali kje drugje, ki bodo ti centri, ali v Novem mestu. Namreč vloga in oddaja vloge je ena stvar, priprava, pojasnila, usmeritve, ki jih lahko neka stranka dobi in so nepogrešljivo dejstvo, zlasti tedaj, ko govorimo o primeru že prej izpostavljenih gradbenih dovoljenj, to seveda pomeni, da bo usluga in dostopnost do storitve v naši regiji zmanjšana. Ali, če povem po domače, bodo naše upravne enote postale preprosto vložišča za nekatere druge regionalne upravne enote. Torej, te stvari se nam zdijo zelo zgrešene. In druga stvar, gre za na nek način še en primer centralizacije v naši državi. Če resnično želimo resno s skladnim regionalnim razvojem, pa naj bo to zdaj vržena rokavica, zakaj bi bil sedež naše regijske enote v Novem mestu? Pa naj bo v Kočevju, pa naj se potem, gospe in gospodje, vsi vozijo v Kočevje, da bomo imeli potem več v naših periferijah prisotnih institucij. Menim, kot sem že prej povedal, da je zadeva zastavljena malce napačno, da bi se o tem morali predtem pogovarjati in še nekaj naj poudarim. Ves čas imamo pred očmi samo, koliko nekaj stane. In dostikrat cinično povem, najcenejše bi seveda bilo, če bi se vsa Slovenija preselila v Ljubljano in potem bi imeli najcenejšo in javno upravo in infrastrukturo. Ampak prednost in jaz trdim, da to je primerjalna prednost Slovenije, je ravno v tem, da ni preveč centralizirana oziroma da se zagotavlja razvoj in poseljenost naše države povsod. Torej, ne želimo si še enega koraka v smeri, kjer bi se dostopnost do storitev zmanjševala. Veliko tega smo že videli, od ukinjanja bankomatov, pošt, krajevnih uradov, ne nazadnje, ki so nedostopni tudi tedaj, ko je to vitalno pomembno. Moja osebna izkušnja, ko sem kandidiral za predsednika republike, nemogoče bo zbirati podpise na periferiji, ker nobena krajevna enota ni delala, da bi lahko sploh tam v rovu podpisa. Skratka, imamo primere, ki kažejo, da država drvi v centralizacijo in nobene potrebe ni, da bi to podpirali. In naj enkrat postavimo v ospredje človeka in ne samo evro oziroma denar. Ker če bo samo to vodilo delovanje naše države, potem, kot sem rekel, je najboljše morda, da pač enostavno ukinemo vse podeželje. Gospod Trbič, gospod državni sekretar, kar nekaj v bistvu očitkov ste zdaj slišali na račun načrtov ali pa tega, kar je prišlo v javnost. A lahko na tej točki zelo jasno poveste, ali gredo načrti Ministrstva za javno upravo v to smer, kot slišimo opozorila, ali ne? Slišali smo, upravne enote zdajšnje bodo postale vložišča, dela se po liniji najmanjšega odpora. Lahko zelo jasno te stvari razčistite zdaj na tej točki. Torej, naj bom zelo jasen. Za začetek Ministrstvo za javno upravo ne zapira ničesar, niti ne misli ukinjati. Nasprotno. Sam se bolj vprašam, komu koristi status quo. Namreč nenazadnje tudi strani poslanke SDS-a je bilo včeraj zvečer rečeno, naj ostane kot je. Se strinjam, da nikakor ne moramo ločevati državljane na prvo in drugo razredne, nasprotno. Ravno od tod tudi ta ideja. Namreč, rekli ste očitki, sam se ne strinjam. Mislim, da ne gre za očitke, ampak gre za neutemeljene strahove. In naj pomirim, mogoče legitimne skrbi, nikomor ne bo potrebno se ne vem kam voziti, nikogar ne bomo zapirali. Ker se tiče krajevnih uradov, kot podatek, imamo 58 upravnih enot in imamo 97 krajevnih uradov, torej skupaj 155 vrat, kamor se lahko stopi. Drži, sem pa tja kakšen tudi začasno zaprt, ker so različni kadrovski razlogi. Nenazadnje je kadrovska struktura po upravnih enotah tudi, tako kot cela nacija, razmeroma stara, okoli 50 let, kar seveda pomeni tudi bolniške dopuste in podobno. Naše novo vodstvo Ministrstva za javno upravo je že od začetka pristopilo z drugimi načeli kot prej, torej dajmo odpirati krajevne urade,
dajmo stopiti k državljanom, seveda tudi k podjetjem. Tako da o načrtih je popolnoma preuranjeno govoriti, kajti po javnosti je, kdo ve zakaj, zaokrožilo tudi neko interno gradivo in to so ena izmed izhodišč. Naj poudarim... Kaj pa vi menite, se opravičujem, da je to zaokrožilo? Kdo ve. Ampak naj vam odgovorim, to so samo ena izmed izhodišč, nikakor ni to še stvar niti za razpravo. Jaz pravim, dajmo stroki pustiti svoje. Ministrica je namreč lani decembra ustanovila strokovni svet za trajnostni razvoj javne uprave, z drugim besedam gre za širok cvetober slovenskih strokovnjakov z področja uprave, iz različnih področji, tako fakultet, torej univerz, gospodarstva, nevladništva, predvsem poudarjam tudi lokalnih skupnosti. Namreč ampak se opravičujem, pravijo, da niso vključeni, da ne vedo nič o tem, kako to gre to skupaj? To ostro zavračam kot zavajajoče dezinformacije. Nasprotno, vsa tri občinska združenja smo tudi pozvali in so predlagali svoje člane v strokovni svet. Tako da to je sam en vidik. Dodajam lahko še, da vodimo tudi strukturiran, reden dialog z občinskimi združenji in predstavniki občin in se seveda strinjam, da je potrebno biti transparenten in komunicirati. Vendar v tem primeru... Samo moment, hvala. Veste, tu se gre za preuranjenost in za neko kurjenje strahov med prebivalci, sploh pa ta ločnica, zopet delimo narod na drugorazredne, prvorazredne, na podeželje, na mesta. Veste, upravne enote so obraz države, tudi roka. So na nek način kot živilska trgovina. Smo tu za vse, tako za starejše, za podeželane, za mesta, za propulzivne mlade podjetnike. Mi moramo stopiti nasproti vsem, naj si bo preko digitalizacije, pa tudi preko okenc. Preko prijaznih ljudi, ki bodo znali, to se strinjam tudi s gospodom Pribeličem, svetovati strankam, kako priti do zakonite rešitve. Kaj pravite na to, gospa Gajšek, želeli ste besedo, pravi državni sekretar, da so vsa tri občinska združenja vključena v te pogovore, v te načrte? Jaz verjamem, da so na neki točki združenja bila mogoče pozvana, ampak dvomim pa, da je bilo eksplicitno navedeno s kakšnim namenom. Zato verjetno mi imamo na teh združenjih veliko število skupin, kjer so noter imenovani naši uradniki iz različnih občin, ampak če želite resno dialog, potem dajte pozvati zdaj župane, da se vključimo, tisti, ki to želimo, pridite k nam na teren, usedimo se, dajmo argumente na mizo in potem lahko rečete, da ste vključili lokalne skupnosti. V tem trenutku pa lokalne skupnosti niso vključene, ker dokler mi pobiramo informacije iz medijev in iz terena, ne dobivamo pa odgovorov direktno od vas in tu ne štejem odgovorov, ki jih nam dajete preko medijev, ampak odgovorov neposredno ena na ena, tako dolgo bo pač ta nerazumevanja ostajala. In če vam je res v interesu, da pridemo do nekega soglasja, do nekega kompromisa, potem pričakujem, da bodo ti pogovori stekli tudi na ravni županov in da bomo k temu seveda povabljeni v večjem številu, ne v enem ožjem krogu. Ker konec koncev župani smo tisti, ki poznamo teren, ki poznamo potrebe naših ljudi, ki vemo, kako naši ljudje reagirajo na določene poskuse takšne ali drugačne. V preteklosti smo mi imeli veliko tega, sploh tu je ena taki vzorčni primer tega, da se moramo za čisto vsako stvar boriti, pa smo se morali boriti za urgentni center, ki je drugim pripadal, pa smo se morali boriti za ohranjanje finančne uprave, zdaj se borimo za upravno enoto, ki je še enkrat četrta največja v Sloveniji, pa je meni med 12 predvidenimi. Tako da to bi jaz tudi želela argumente nekoga, da mi pojasni, kako to, da smo izpadli iz 12 največjih, če smo četrti po velikosti. In še enkrat zato, ker je nek uradnik v pisarni in ne na terenu iskal pač rešitev po liniji najmanjšega odpora, to bodo statistične regije, ki pa danes ne odražajo tega, kar se je vzpostavilo na terenu. Zato bo potrebno, gospodje, priti iz pisarn na teren in voditi dialog. Kar direktno ste bili izzvani, gospod državni sekretar, poziv županje, pridite iz pisarn, pojdite na teren, boste to storili? Prva stvar, še enkrat, ostro zavračam te zavajajoče informacije. Vključeni so, to je prva stvar. Druga stvar, popolnoma preuranjeno je govoriti o načrtih, ki to niso. To je bilo nenazadnje interno gradivo. Kot je bilo že tudi iz naše strani komunicirano, pričakujemo
prve produkte strokovnega sveta v jeseni. Na to se bo tudi lažje razpravljalo o načrtih. Kar se pa tiče očitka, da ne gremo na teren, lahko mirno to zavrnem. Namreč že od lanskega leta delamo redne mesečne regijske obiske upravnih enot. Dodajam pa, kar sem že prej povedal, tudi z lokalnimi skupnostmi vodimo reden strukturiran dialog, tako v okviru delovne skupine za lokalno samoupravo, kot redno smo vabljeni na različne, naprimer na skupnost občine Slovenija, nas vabi na predsedstva, sodelujem sam osebno. Mislim, da je komunikacija tvorna. Ja, ampak očitno se je nekje pri komunikaciji zalomilo, če potem take stvari pridejo v javnost, vi potem razlagate, da nič ni na tem. Gospod Prebelič, želeli ste besedo? Ja, hvala lepa. Jaz bi samo eno dopolnitev ravno na to temo, ki se zdaj pogovarjamo. Res je, ministrica je oblikovala strokovni svet za trajnost in razvoj javne uprave v decembru, kar je tudi državni sekretar povedal. Žal pa mi dal od tega, da smo imenovali predstavnike v ta svet, še nismo prišli. Kje je težava? Težava je v tem, da se je pojavil ta dokument, verjamem, da je to neka delovna verzija, ki seveda nas je vznemiril. Kako bi se lahko temu izognili? Preden nastanejo nekatera izhodišča, bi bilo smiselno, da že mi sodelujemo. Tako da moja prošnja, če želite tudi na svet, državnemu sekretarju naslednja. Če bo od zdaj naprej potekal priprava nekega res konkretnega dokumenta, naj za božjo voljo vključijo tudi nas, da bomo dali lahko svoje stališče pravočasno na nastajajoči dokument. Da ne bo ta nastal v nekem kabinetnem okolju in morda ne bo odražal dejanskega stanja v našem prostoru. Druga stvar, ki se mi zdi pomembno izpostaviti, pa ta, da je ves čas v ozadju, da v nekaterih upravnih enotah nastajajo veliki zaostanki, omenjene recimo Ljubljana in tako naprej. Torej, jaz bi predlagal, da bi se raje kot združevanje in umik oziroma preselitev nekaterih uradnikov na pomoč v Ljubljano okrepila enota v Ljubljani in bi ta lahko delovala bolj učinkovito in se pusti nam na periferiji te ljudi, ki jih imamo na razpolago. Jaz vam zagotavljam, to, kar je kolegica Nuška prej izpostavlja, da ni nobeden na naših upravnih enotah brez dela, da so se upravne enote skozi čas, ves čas zmanjševale v številu zaposlenih, ker se novi oziroma odhajajoči niso nadomeščali z novimi zaposlitvami. In kot rečeno, jaz bi si želel, da raje ne gremo po tej poti. In ne nazadnje smo v času digitalizacije, ko se govori, da bi se lahko veliko stvari uredilo na digitalni osnovi. Zakaj ne bi mi rajši, kakor da selimo ljudi, govore o 214 ljudeh, ki se bodo vodili sem in tja po Sloveniji v službo, zakaj ne bi to reševali preko digitalnih platform? Tako da jaz vidim nekaj rešitev, ki morda niso tako rigorozne in ne predvidevajo tako velikih sprememb, tudi v smislu mobilnosti in gibanja ljudi, kot mogoče zdaj v izhodišču ta dokument, verjamem, da je samo delovna verzija, to predvideva. Kaj odgovarjate na to? Nekaj predlogov v bistvu ste dobili, gospod Trbič, jih boste upoštevali? Definitivno so te zadeve za predebatirati na forumu, ki je za to primeren. To je že omenjen strokovni svet oziroma delovna skupina za reorganizacijo upravnih enot v iskanju sinergij z lokalno skupnostjo. Ja, tudi uporaba sodobnih tehnologij nam bo seveda pri tem pomagala in še enkrat pomirjam, te strahovi, ki se kurijo in, kot ste lepo uvodoma rekli, v vihar v kozarcu, so neutemeljeni. Počakajmo, pustimo stroki, da upravi svoje. Občinska združenja so vključena, vedno smo veseli dodatnih pobud, naj se tam podebatira, na to pa vrtimo proces naprej. In bistvo in cilj reorganizacije seveda je izboljšanje dostopnosti storitev, kakovosti in nenazadnje tudi učinkovitosti. Ker nenazadnje interes stranke pravzaprav ni, kje se zadeva rešuje, ampak da je čim hitreje v razumnem roku in seveda zakonito. Ampak kaj pa te informacije, da se že med zaposlenimi na upravnih enotah govori, da bodo nekateri morali v Maribor? Kako je to lahko do njih prišlo? Ali so te njihove skrbi upravičene ali ne? Bo prišlo do tega? Ne, nikakor ne. To so še enkrat preuranjene, to je kurjenje strahov, iracionalnih strahov. In glejte, človeška psihologija je preprosta. Spremembe vedno dobijo odpor. In to je en del tega. To lahko mirno pomirim, te strahovi so neupravičeni. Kaj pa to, da vložim vlogo za gradbeno dovoljenje v svoji upravni enoti in potem bodo to reševali na centralni upravni enoti, če tako rečem, na tej mega upravni enoti, kot izhaja iz tega očitno delovnega osnutka? Je
Bo šlo v to smer ali ne? Še enkrat, popolnoma preuranjeno je in bilo bi ne fair to v tem trenutku govoriti, ker naj stroka opravi v miru svoje delo, tudi brez političnih pritiskov. Dobro, gospa Gajšek, kaj pravite na to, kurite strahove? Nič ne kurimo strahov, mi samo opozarjamo, da ne bomo pristali na to, da se nas degradira. Mi smo mestna občina, mi smo center Spodnjega Podravja, mi smo predvideni tudi za neko regijsko središče in ne bomo pristajali, da se nas meče v neki koš z vsemi drugimi, brez da se naredi detaljna analiza o učinkovitosti naše upravne enote. Jaz si upam trditi, da je bistveno bolj učinkovita kot ta, pod katero bi nas naj tiščali, in zato vsi argumenti o večji dostopnosti in učinkovitosti seveda odpadejo. Tako da še enkrat poziv, prosim, pridite na teren, usedite se z nami za župani in poslušajte naše argumente. In prosim, ne se zgovarjati samo na stroko, ker konec dneva, ko potegnemo črto, je vse politično dejanje. In tudi vaša odločitev, kaj boste delali z upravnimi enotami, bo politična in ne strokovna. Gospod Prebilič. Ja, jaz bi dopolnil v tem kontekstu samo, da tukaj ne gre samo za Ptuj, gre za še druge upravne enote v naši državi, kjer seveda delimo to usodo. Ne želim tudi sam, da bi se vznemirili za ston, vendar izkušnje kažejo, da kadarkoli se nekaj pojavi, potem nekoč ta stvar tudi napreduje. Morda še eno, pa še enkrat, naj ne bo to jemljeno slabo državnemu sekretarju. Torej, ne stroka opravi najprej in potem mi. Skupaj dajmo opravljati pogovore, razprave, iskati poti iz zadrege, v kateri smo, dajmo to delati paralelno, ne sukcesivno. In na ta način bo možnost za manipulacije in strahov bistveno manj. Kar se pa tiče, še enkrat bom se vrnil na začetek, namreč dostikrat je argument ne samo učinkovitost, ampak tudi denar. Trdim in mislim, da se da to z lahkoto dokazati, da če imamo mi storitev bliže ljudem, je ta storitev kvalitetnejša upravljena, je ta storitev hitreje upravljena in še enkrat, če so zamaški in zaostanki v velikih upravnih enotah, naj se to rešuje tam, kjer to nastane in ne na račun tega, da se bodo ljudje prerazporejali iz naših upravnih enot na sedeže večjih, odzivamo temu mega upravnih enot. Skratka, tukaj imamo veliko vprašanj, ampak še enkrat se moram poudariti, dajmo delati skupaj, ne eden za drugim. Potem bo težav bistveno manj. Torej, slišali smo, odločitev bo na koncu politična. To drži, seveda boste vključili stroko, ampak ali je ministrstvo dalo kakšne politične usmeritve že tej skupini? Dobro, rekli ste, kaj želite doseči, večjo učinkovitost, večjo dostopnost in tako naprej, ampak ali je bila tudi kakšna konkretna politična usmeritev dana, v katero smer naj se gre? Ne, bila je podana vizija in še enkrat moram ostro zavrniti, nikakršna degradacija se ne dogaja in zelo široko smo šli z vključevanjem, kar seveda vzame svoj čas in se paralelno dela in pozivam tudi občinska združenja, da seveda aktivno sodelujejo. Te strahovi z vožnjami in s tem, še enkrat ne razumem, čemu se to zavajanje tolikokrat ponavlja. Še enkrat, strani ministrstva, ničesar se ne misli zapirati in vse se bo naredilo pač na podlagi strokovnih mnenj, seveda pa je vsaka odločitev, ne nazadnje na koncu politična in politiki tudi prevzamemo odgovornost. In to bo jeseni? Jeseni pričakujemo rezultate iz strokovnega sveta, na to se bo seveda vrtel demokratični proces naprej. Bomo videli, kako bo potekala komunikacija z župani. Gospa Gajšek, tole vas še za konec moram vprašati, namreč ste izvoljena članica predsedstva koalicijske stranke SD, ki je seveda nekako enotno zdaj tudi javno povedala, da temu predlogu ostro nasprotuje. Tule pa imam tudi mnenje koalicijske Levice in sicer takole pravi: dokler bo Ministrstvo za javno upravo zagotovilo, da bodo lahko uporabniki na vseh lokalnih enotah še naprej vlagali vse možne vloge, je reorganizacija za nas sprejemljiva. Konec navedka. Torej, je v bistvu zdaj vaša SD pri tej zadevi skupaj na skupnem bregu z opozicijo. Levica pa je Svobodo. Bo to pomenilo koalicijski zaplet? Jaz ne bi šla v to smer. Vsi tisti, ki poznajo delovanje lokalne politike, vejo, da se na lokalnem nivoju ljudje ne delijo na leve, desne, na SDS-ovce in SD-jevce, ampak se delijo zgolj na to,
ali želimo dobro našim ljudem ali ne. In na lokalni ravni se glede tega vedno poenotimo. In na to sem ponosna. In to, kar se pač dogaja na državni ravni, mi je prav žal, ampak jaz zaradi tega, ker sem izvoljena na neki listi ene stranke, ne mislim oškodovati ljudi, ki so me izvolili neposredno in ne nastavili, ampak zato, da bom ugajala koalicijskim partnerjem, da se ne bom postavila za svoje občanke in občane in za širšo regijo, to pač ne zdrži. Jaz trdim, da na lokalni ravni levo, desno in barva politična ne more igrati nobene vloge, dokler govorimo o kvaliteti bivanja in o tem, kar je dobro za naše ljudi, ki so med drugim tudi državljani te republike. Še enkrat. Samo še to zadnje vprašanje, gospod državni sekretar. Boste na koncu, ko boste prišli do neke rešitve na ministrstvu, potem to rešitev tudi koalicijsko uskladili? Seveda. Seveda. Naj pa sam še dodam, kar je gospa Gajšek lepo zaključila. Ja, vsi smo državljani. Imamo eno državo in upravne enote so državni organ. Tako da lokalni interesi so ena stvar, zato imamo lokalne samoupravo, država je pa samo ena in zakon je en. In tu bomo naredili piko in seveda bomo ta proces reorganizacije upravnih enot pozorno spremljali, verjamem, ne samo župani, ne samo vsi tisti, ki so nekako strokovno v to vključeni, ampak tudi javnost. Zagotovo za danes pa spoštovani gostje, gospod Trbič v studiu, gospa Gajšek, gospod Prebilič prek video povezave. Najlepša hvala, da ste bili naši gosti. Hvala lepa za povabilo. Hvala lepa, srečno. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda, takoj, ko bo karkoli v zvezi s tem novega, seveda sproti objavimo na naši spletni strani nnainfo.si. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.